Živjo, jaz upam, da ste vsi imeli lep vikend, da ste si spočili in da je bil vaš vstop v nov teden res super. Danes bi rada z vami govorila o eni temi, o kateri mislim, da se na Instagramu ful premalo govori oziroma se verjetno niti ne govori toliko veliko, in to je stres. Zdaj pač na Instagramu itak delimo vsi neke čudovite trenutke, kar je pač super, prav da pokažemo, ko smo veseli, in seveda pač ne bomo kazali vseh trenutkov, ko nismo v redu, a ne. Ampak mnogi se pač ne zavedajo tega, da smo vsi v stresu. Tudi če prikazujemo, da se imamo lepo, da se imamo fajn, smo lahko pač v ozadju tudi mi v stresu, a ne. Tudi jaz sem pogosto takrat slabe volje in imam neke svoje slabe trenutke. In ja, pač itak, da tega ne kažemo vsi, kar pač seveda ni prav. Stres je neka taka normalna stvar, ki je pač logično prisotna. Vsi smo že kdaj bili v stresu, tisti, ki še niste bili, super za vas, ampak jaz sem že velikokrat bila. In težava pri stresu je to, da se nekako zavedamo, da je prisoten, ne počutimo se fajn, ampak ga kar potešimo in mislimo, ok, se bo minilo. Ampak s stresom se je treba si soočiti, najti v bistvu vzroke, zakaj je pač nastal, zakaj je prisoten, in najti način, kako ga odpraviti. Zato, ker biti dolgo v stresu ni fajn za naše telo, psihično in tudi fizično. V bistvu nas precej utrudi. Zato, ker pač telo se trudi stresa ne odpraviti, ampak potem na dolgi rok se to pač pozna, da se slabo počutimo, če je stres dolgo prisoten. V bistvu, jaz sem trenutno kar tek pod zelo velikim stresom. Marsikdo, po moje, ki gleda, reče, jo, pa ti si mlada, pa kaj boš ti pod stresom. Ampak jaz mislim, da smo lahko vsi, da je to normalno čisto za vse starosti. Ko enkrat človek postane odrasel in ima neke obveznosti. Jaz sem bila pod stresom že ogromnokrat v življenju, verjetno bi se štela matura, vozniški izpit, skratka, to so normalne stvari, a ne. Ampak letos poleti sem bila pa še posebej, v bistvu pred poletjem, spomladi sem dobila eno službo, ki me je psihično ubila, res. Še nikoli nisem bila toliko izmučena, tak burnout imela, kakor sem ga imela čez poletje zaradi te službe. In enostavno pač nisem mogla več. Skozi sem to potlačila nekam dol, pa si rekla, pa ni tako slabo. Tudi doma so rekli, pa kako si lahko v stresu zaradi tega, ampak jaz sem bila. In to se je potem pokazalo v bistvu čez 4 mesece tam nekje. Konec poletja so se mi začele pojavljati neke želodčne težave, ki so bile pač posledica stresa. Želodec je prvi pokazatelj tega, da nekaj ne štima, da se, mislim, pač preveč sekiramo, seveda, če ni prehrana vzrok. In tako je bilo pri meni. In potem se je samo nabiralo in nabiralo vse, dokler pač. Tako da telo nam pove, samo pač poslušati ga moramo. Vem, da je včasih to zelo težko. Ampak ja, z razlogom je tale izdelek tukaj v ozadju. Ni zdaj to iztočnica, da vam jaz zdaj v bistvu vse to govorim, potem pa pač predstavim ta izdelek, ki bo čudežno rešil vse vaše težave in boste imeli popolno življenje. Ne, pač seveda, da to ni tako, ampak vseeno bi vam rada tale izdelek predstavila, ker je povezan s tem, kar sem vam zdaj govorila. In sicer je novost od podjetja Nature's Finest. Z njimi veste, tisti, ki me spremljate, da sodelujem že zelo dolgo. Imam njihova prehranska dopolnila, ki sem vam jih pred kratkim kazala na storijih in ki jih redno jemljem. Potem arašidovo maslo, riževe napitke, skratka en kup kolagen, en kup stvari, ki so mi odlični od njih in jih zelo rada uporabljam. No, zdaj sem ga poslali za preizkusiti tole. Nisem še preizkusila, je v bistvu še čisto novo. Tako da v bistvu učinki vam jaz zdaj trenutno govoriti ne morem, boste mogli. Bom v bistvu dobro preizkusila, predno vam bom poročala o rezultatih. Gre se pa za prehransko dopolnilo čisto naravno, ki bi naj za 50% zmanjšalo stres. Notri je sestavina, ki v bistvu dokazano zmanjšuje stres, in to je ta Serenzo. Lahko greste pogledati, kaj je, jaz bom še sicer od spodaj napisala. Vsebuje tudi različne B vitamine, tako da to je pač prehransko dopolnilo, ki vam pomaga, seveda skupaj z vašim mindsetom in skupaj pač z tem, da vi aktivno delate na tem, bi naj pripomogla k zmanjševanju stresa. Tako da jaz sem vam vse to poročala, kako bo. Drugače vas pa res pozivam k temu, da poskusite biti čim manj v stresu. Vem, da je to ful težko narediti, ampak včasih smo ljudje v stresu zaradi totalno. Naprimer, če posoda ni pomita, ali pa ne vem, če smo karkoli narobe naredili, kar dejansko sploh ni tako big deal, pač res, nažalost, ljudje smo taka bitja, da sami sebe uničujemo. Dejansko realnost je taka. Tako da probite res, probite mičken narediti korak nazaj,
Povprašaj koga drugega, a se ti zdi, da mogoče preveč kompliciram, a se ti zdi, da mogoče se preobremenjujem za brez veze. Jaz velikokrat svoje najbližje to vprašam in mi pogostokrat rečejo, ja, dejansko Cindy, res pač ne se obremenjevati. In potem res razmislim, čakaj, zakaj bi se obremenjevala, s tem ne naredim absolutno nič in vedno se vprašam, ali spremenim situacijo, če odgovor ja, ok, potem se sekiram, jo bom spremenila, če odgovor ne, potem se pač ne sekiram, ker da. Vem, da je zdaj meni enostavno govoriti, ko vam tukaj govorim, a dejansko sem tudi sama pod stresom in kar nekaj filozofiram, ampak je res pač, vzemite si čas za sebe, ne se sekirati zaradi brezveznih stvari, imejte lep dan in vse bo ok.